Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V današnji zgodbi bomo spoznali prikupnega 5-letnega dečka po imenu Jure, ki je pri kosilu zelo rad pil vodo. In spil je toliko vode, da se je spremenil v žabo. Ja, kar žabo se je spremenil. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zgodbi slovenske pisateljice Saše Vegri z naslovom Jure kvak kvak. V velikem bloku na Tržaški cesti stanuje Jure, deček, ki je spomladi praznoval svoj 5. rojstni dan in navadno nosi kavbojke brez naramnic. Najrajši imata Jureta očka in mamica, a še malo bolj teta Otilija. Teta Otilija nikoli ne vleče Jureta za ušesa, čeprav so zelo velika. Kadar Jure recimo dela dež iz koruznega zdroba ali z lokom strelja po dnevni sobi, teta Otilija zamiži in zapre kuhinjska vrata, da ga ne bi gledala. Tako je z Juretom vse v najlepšem redu. Nekega dne pa se mu je vseeno primerilo nekaj, za kar človek ne bi mogel reči, da je bilo v najlepšem redu. Nekaj nenavadnega, zaradi česar bi mu lahko rekli tudi Jure kvak kvak. Takole je bilo. Kot ponavadi je bil Jure ta dan pri kosilu zelo žejen. Vsako žlico zelenjavne juhe je pridno zalival z vodo. Ko je imel še poln krožnik in prazen kozarec, je prosil teto Otilijo, naj mu da še malo vode. Teta Otilija, ki ni mogla Juretu ničesar odreči, mu je napolnila kozarec do polovice in rekla: "Saj boš postal žaba, če se boš tako nalival z vodo." A Jure je počasi iztrebal juho, za vsak korenčkov kolobar je napravil še majhen požirek vode. Stenska ura pa je tekla tik, tak, tik. Počasi so postajala Juretova ušesa zmerom bolj zelena. Potem se je zelena barva razlezla še na obraz in naenkrat so počile kavbojke in iz njih se je prikazal napet zelen trebušček. "Kaj delaš, Jure?" je mehko vprašala teta Otilija. "Kaj delaš?" je ponovila, ker se ji je zdelo, da je otrokom treba reči dvakrat eno in isto reč. A Jure je rekel samo kvak. Skočil je na mizo, da je cmoknilo cop cop in postal ravno tisti trenutek prava zelena žaba. Uboga teta Otilija se je prestrašila. Rekla je: "Ježešna!" in spet ježešna. A nič ni pomagalo. Jure je postal žaba in pika. Skakal je po kuhinji in kvakal in regal. Vsa zmedena je teta Otilija premišljevala, kaj naj stori. Spomnila se je pravljic, ki jih je nekoč brala. V njih je pisalo, kako so se zakleti kraljeviči spreminjali v žabe. Bila je prepričana, da se je z Juretom zgodilo nekaj podobnega, kot v tistih pravljicah o kraljevičih in kraljičnah. Medtem je Jure začarani skočil v pomivalno korito in prepeval znani napev. Rega kvak, rega rega kvak. Toda teta Otilija se je v vsej zmedenosti le domislila rešitve. Postati mora dobrosrčna pastirica, ki bo rešila začaranega Jureta. Stopila je k pomivalnemu koritu in nadvse prijazno rekla: "Vem, da nisi navadna žaba, Jure začarani. Vem, tako kot mi bije v prsih srce, da si zakleti kraljevič. Zato povej, kako naj te rešim." Iz pomivalnega korita je zaregljalo: "Rega kvak, rega rega kvak. Ne kuhaj več zelenjavne juhe, ki se mi vstavi v grlu in noče v želodec. Rega kvak." Teta Otilija je rekla vljudno: "Vse bom storila, kar mi ukažeš, Jure začarani, samo postani spet Jure." In iz pomivalnega korita se je spet zakvakalo: "Prej ne bom mogel postati to, kar želi tvoje dobro srce,
dokler ne storijo 3 dobrih dejanj tvoje roke. Rega kvak. Katera so ta dobra dejanja? Lepo prosim, povej, da jih hitro storim. Sicer bo prej 1-2, ko se vrneta iz službe očka in mama. Kaj bi me zadelo, nesrečnico? Prvo, reka kvak, vzemi iz hladilnika smetano, reka kvak. Že vem, je Jureta začaranega prehitela teta Otilija in hitro dodala. Kaj naj še naredim? Kvak. Drugo, vzemi jagode in jih potresi s sladkorjem, je ukazal Jure začarani. Ampak, seveda, takoj. Samo ali boš potem spet Jure, je dvomeče vprašala teta Otilija. Glas iz korita je postal še bolj rezek in vzvišen, ko je rekel. Rega kvak, ali znaš šteti do 3? Saj res, katero je 3. dobro delo? Hitro povej, se je mudilo teti Otiliji. Rega kvak, nesi me v lužo na dvorišče in me pusti tam, dokler ne opraviš prvih 2 dobrih del. Rega kvak. Ježešna, kako naj te pustim sredi luže? Umazal se boš in lahko dobiš še nahod, se je prestrašila teta Otilija. A iz pomivalnega korita je spet zaregljalo. Nisi dovolj pogumna, moral bom ostati to, kar sem, dokler se ne rodi pogumnejša in plemenitejša teta od tebe. Srce tete Otilije je čisto zares zatrepetalo. Brez besed je rahlo prijela Jureta začaranega, ga štuparamo odnesla na dvorišče in postavila v največjo lužo, kar jih je bilo. Potem je brc stekla v kuhinjo in stepla do pike vso smetano in potem tudi vso stresla na zvrhano skledo posladkanih jagod. Videti so bile kakor zasnežena gora, če si jih gledal bolj oddaleč. Postavila je skledo na mizo in stekla po Jureta začaranega. Blatnega in popackanega do velikih ušes je spotoma v kopalnici umila, potem pa ga blagoslavno posadila na stol k zvrhani skledi. Slišati je bilo samo kvak in že je Jure zdaj nič več začarani sedel in poželjival goltal sladico. Teta Otilija mu je srečnega obraza prigovarjala. Lejej, Jure, lejej, kolikor ti tekne. In verjemite, da mu je zelo teknilo. Simpatična zgodba in v poduk vsem tistim otrokom, ki se morda včasih res preveč naliva z vodo in to ravno v času kosila. Pa seveda, če je na mizi hrana, ki jim ni ravno po godu. Ampak otroci, verjemite, da starši, babice in dedki zagotovo pripravijo zdrav obrok hrane samo za vas. Saj veste, da je potrebno jesti vsakega po malem, tudi zelenjavo. In v mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Škrat brokolino, ki na simpatičen način predstavi, kako zdrava je zelenjava. Ali pa prisluhnete pravljici Žabji kralj, kjer se začaran princ prav tako pojavi v podobi žabca. Sedaj pa hitro po kakšen košček zelenjave in lepo se imejte!